Lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podcastu. ECB, Evropska centralna banka, je minuli teden znižala obrestno mero za 25 bazičnih točk prvič po letu 2019. Se je torej cikel zniževanja obrestnih mer začel, oziroma zakaj bitka za inflacijo še ni dobljena. Gospodarska rast v Sloveniji pa je spodbudna in je zvišana iz 2,2 odstotkov na 2,5 odstotka. O vsem tem in še več z današnjim gostom. Z menoj je v studiu guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. Lep pozdrav in dobrodošli, Boštjan Vasle. Lep pozdrav, hvala za povabilo v vaš studio. Zelo sem počaščen, da imam tudi guvernerja priložnost gostiti v studiu, da se lahko pogovarjava o kompleksnih zadevah in jih probava razložiti tako, da bojo ljudje razumeli, kaj pravzaprav tudi govoriva. Uvodoma, kot neko predstavitev, zašto sem vprašal umetno inteligenco, kaj pravzaprav guverner Banke Slovenije počne in če mi lahko to razloži kot 5-letnemu otroku z neko primerjavo. In ta predlog umetne inteligence je bil, ja pa sej to je, recimo predstavljajte si državo kot nek velik vrt, na vrtu so rože, rože predstavljajo podjetja, no in guverner je pravzaprav vrtnar, ki rože zaliva, se pravi dodaja neko likvidnost, da imajo dovolj vode, dodaja jim pa tudi hranila glede na okolje, če potrebujejo več nekih posameznih hranil. No, to je pravzaprav neka taka laična razlaga. Vi ste ta oseba, ki skrbi za rast gospodarsko na nek način in za likvidnost v Sloveniji. Drži. Če bi sam hotel opisati svoje poslanstvo, svoje delovanje oziroma delovanje Banke Slovenije, bi rekel, da smo tisti, ki skrbimo za stabilnost. Skrbimo najprej za stabilnost cen, torej da inflacija v Sloveniji, pa tudi v celotnem evrskem območju ni ne previsoka, ni preniska, skratka, da je ravno na primerni ravni in predvsem, da je iz leta v leto stabilna, da je torej to okolje za podjetja, za prebivalstvo, za banko, ne nazadnje tudi za državo, čim bolj stabilno, brez dodatnih pretresov, ki jih je že sicer v našem gospodarstvu precej. Druga pomembna naloga je, da skrbimo tudi za stabilnost celotnega bančnega sistema. Torej v banki spremljamo, kaj se dogaja v posameznih bankah, spremljamo, kaj se dogaja v celotnem bančnem sistemu, delno tudi na ostalih področjih finančnega sistema in potem po potrebi posežemo v to dogajanje zopet za namenom, da je vse skupaj čim bolj stabilno, da ne prihaja do pretresov, do motenj za nas, prebivalstve, za podjetja in za ostale akterje na trgu. Seveda imamo še nekaj drugih nalog v primeru, če se karkoli zaplete v bančnem sistemu, imamo tudi pristojnosti za reševanje, torej lahko aktivno posežemo v primeru težav v posameznih bankah. Hodite tudi redno na ECB, na srečanja, ste v stiku z njimi? Moj delovnik dejansko zajema precej potovanj, precej mednarodnih sestankov. Najpogosteje sem v Frankfurtu na Evropski centralni banki, katere del je Banka Slovenije. Tam se načeloma sestajamo vsakih 14 dni, vsakih 6 tednov imamo monetarno sejo, ko odločamo o teh najpomembnejših vsebinskih odločitvah. Precej se srečujemo tudi v okviru Banke za mednarodne poravnave, ki je locirana v Švici, v Baslu. In pa seveda so tu številne druge mednarodne institucije, s katerimi koordiniramo, razpravljamo, usklajujemo in razmišljamo o naših ukrepih, sedanjih, bodočih, tudi o gospodarskem stanju. Če mogoče se dotakneva te nedavne odločitve prvega nižanja po letu 2019. Mislim, da je na tiskovni konferenci predsednica Christine Lagarde izpostavila, da so bili vsi guvernerji razen enega proti tem nižanju. V bistvu smo v zadnjem času pridobili precej zaupanja, precej gotovosti, da se inflacija res znižuje, da se znižuje trenutno in da se bo zniževala tudi naprej. Tako da to je bil najpomembnejši razlog, zaradi katerega smo se odločili, da lahko spremenimo našo denarno politiko. Torej, različne skupine cen so se v zadnjem času pomembno umirile, skupna inflacija se je pomembno znižala. Druga skupina dejavnikov, ki je bila v ozadju te odločitve, je povezana s pogledom naprej.
naredili smo nove napovedi, nove projekcije gospodarskih gibanj, finančnih gibanj, tudi inflacije in te projekcije kažejo, da se bo proces zniževanja inflacije nadaljeval tudi v naslednjih mesecih, naslednjih četrtletjih in potem nekje proti koncu drugega leta lahko pričakujemo, da bo inflacija že skladna z našim ciljem, ki je 2% inflacija na ravni celotnega evrskega območja. In potem smo se seveda na podlagi teh podatkov odločili, da je nastopil primeren trenutek, da nekoliko znižamo naše obrestne mere, ker bomo s tem še vedno zagotavljali primerno denarno politiko, primerno okolje za nadaljne znižanje inflacije. Torej sta bili dve sporočili v ozadju naše odločitve. Prvo je to, da smo bolj gotovi, da se bo inflacija še res nadalje zniževala. Drugo sporočilo pa je, da je kljub vsemu potrebna še določena previdnost. Odločili smo se za relativno majhen korak, 0,25 odstotne točke. Naša ključna obrestna mera torej ni več 4%, ampak je 3,75% in to kaže, da kljub vsemu obstajajo še nekatere negotovosti, da obstajajo še tveganja, kaj se bo dogajalo v prihodnjih četrtletjih in torej drugo sporočilo je sporočilo previdnosti, postopnosti. Torej, letos v evroobmočju je inflacija padala, mislim, da iz 2,8 na 2,4, potem pa v maju za 0,2% rahlo poskočila, ampak to ni bila nobena zastava za skrb, ne, oziroma. Običajno je, da tako proces naraščanja inflacije, kot tudi proces zniževanja inflacije spremljajo nihanja med posameznimi meseci. Vsak mesec je specifičen, včasih je obarvan s sezonskimi dejavniki, včasih prihaja do ukrepov na drugih področjih, ki imajo za posledico dvig cen, tako da je za nas celo bolj pomembno kot to, kaj se dogaja iz enega meseca v primerjavi z drugim mesecem, je pomembno to, kaj se dogaja v nekoliko daljšem časovnem obdobju, ne. In tukaj je ta trend inflacije postal zelo viden. Če pogledamo, kakšna je bila inflacija septembra lansko leto, ko smo nazadnje dvignili obrestne mere, kakšna so bila takrat pričakovanja glede nadaljnjega gibanja inflacije, je danes okolje zelo jasno. Inflacija je nižja, pričakovanja so boljša in to je tisti glavni dejavnik, ki ga imamo pred očmi, ko odločamo o nižanju obrestnih mer. Bom kar v številkah izpostavil, ravno to je tudi Lagardova izpostavila, je rekla, večkrat, ko grem spat zvečer, imam te 3 številke nekje od zadaj, je rekla, oktobra 2022, rekordna inflacija 10,6, eno leto kasneje, torej septembra je bilo zasedanje, ampak podatek je iz avgusta, 5,2, se pravi, inflacija se je prepolovila, potem zdaj, ko gledamo, se je ponovno prepolovila. 2,5%. Ja, tako. Ampak če nadaljujem, je rekla, da ne želi, da bi se še enkrat prepolovila, ker potem bi pa padli na 1,3% in da ne želi tja. Zakaj? V bistvu je stabilnost cen ne pomeni samo to, da cene ne rastejo prehitro, ampak stabilnost cen pomeni tudi to, da cene ne rastejo prepočasi oziroma da celo padajo. Kajti tudi prenizka rast cen oziroma celo deflacija lahko ima škodljive posledice za celotno gospodarstvo, lahko ohromi finančno stabilnost, ki jo tako zelo cenimo vsi udeleženci v posameznih ekonomijah. Zato je naš cilj definiran kot 2% rast cen in to imamo vedno pred očmi, ko razmišljamo o višini obrestnih mer, ko razmišljamo o likvidnosti, ki jo zagotavljamo gospodarstvu in bankam. Je pa zdaj okoli teh 2% oziroma med 2 in 3 najbolj lepljiva, pravijo, inflacija, najbolj trdovratna, lažje jo je bilo spustiti iz tistih 10, kot zdaj nekje ukrotiti. Dejansko pretekle izkušnje z visokimi inflacijami potrjujejo to, kar ste ravnokar omenili. V preteklosti se je pogosto pokazalo, da je najbolj težavno znižanje inflacije ravno tisto, ki pride na koncu, torej iz relativno visokih stopenj jo je mogoče hitreje znižati, potem ko pridemo pa v zadnji del tega procesa, ko je potrebno znižati inflacijo za nekaj desetink, pa se razmere pogosto tudi zapletejo. In zato smo kljub temu, da smo znižali obrestne mere, ostali previdni. Kot sem omenil, naredili smo majhen korak in sedaj, ko bomo odločali naprej, bomo pozorno spremljali različne podatke, različna gibanja in šele potem sprejeli nadaljnje odločitve. Je tudi več tvegano, da se kaj zalomi v ekonomiji, v gospodarstvu, zdaj, ko smo pri nižanju teh 2%? Mogoče bi tukaj
omenil nekaj dejavnikov, ki lahko upočasnijo proces zniževanja inflacije ali pa ga celo prekinejo. Na prvem mestu bi izpostavil gibanje na trgu dela. Dejstvo je, da to gospodarsko rast, relativno dobro gospodarsko rast, ki jo imamo v Sloveniji, pa ki jo pričakujemo tudi v ostalih delih evrskega območja, spremljajo zelo dobre razmere na trgu dela. Če pogledamo primerjavo z zadnjimi leti, kar nekaj zadnjimi leti je naprimer trenutno v Sloveniji število zaposlenih zelo visoko, število brezposelnih je zelo nizko, kar je seveda sam po sebi dober podatek, vendar pa hkrati vodi do pritiskov na povečanje rasti plač. Naprimer, če bi prišli v razmere, ko bi bila rast plač zelo visoka, ko bi bila prekomerna, potem bi lahko to prekomerno vplivalo na naše potrošniške navade in posledično na višjo rast cen. Torej, prvo tveganje je povezano s trgom dela. Višje plače bi se lahko prelile v više cene, torej proces zniževanja inflacije bi bil počasnejši, bi trajal dalj časa. Drugo tveganje je povezano s cenami storitev. V zadnjem času opažamo, da je inflacija v veliki meri posledica tega, da se zelo hitro povečujejo cene storitev, precej bolj od povprečja ostalih cen. In če bi se ta gibanja nadaljevala, zopet so seveda povezana tako z gibanji na trgu dela, torej z našimi dohodki, povezana so z obnašanjem podjetij, ki te storitve ponujajo, zagotavljajo, ampak drugo tveganje je torej povezano z gibanjem cen storitev. Tretje tveganje, ki ga imamo pred očmi, pa je bolj globalne narave. Gre za to, da je bila inflacija v preteklih letih, pravzaprav ta strm dvig inflacije, omenili ste preko 10%, posledica mednarodnih šokov, posledica geopolitičnih napetosti, primer ruska agresija na Ukrajino, zaplet na Bližnjem vzhodu. Če bi se ti zapleti nadaljevali oziroma če bi celo eskalirali, potem bi lahko se odrazili ponovno v motnjah, v dobavnih verigah, v proizvodnji na globalni ravni in tudi to bi se lahko odrazilo na cenah. Torej, ko razmišljamo o tem, kaj lahko gre narobe, potem je naš razmišljak povezan na prvem mestu s trgom dela, na drugem mestu s cenami storitev in na tretjem mestu z geopolitičnimi tveganji na globalni ravni. Pod tem nekako surova nafta, vidimo, zdaj se tudi OPEC imel zasedanje, še naprej zmanjšujejo črpanje surove nafte za 2 milijona sodčkov na dan, pa kljub temu v bistvu cena surove nafte je nizko, ne, med najnižjimi vrednostmi v letošnjem letu, kar je, predvidevam, za inflacijo tudi spodbudno, ne. Drži. Cene energentov v tem trenutku niso dejavnik, ki bi pomembno prispeval k rasti cen. Rast cen izvira v tem trenutku bolj iz drugih segmentov, zlasti iz cen storitev, tveganja pa so povezana z njihovo nadaljnjo rastjo. Torej, zelena luč za nek začetni cikl zniževanja. Videli smo iz G7 skupine, Kanada je bila prva v bistvu centralna banka, ki je znižala obrestno mero, potem ECB in ne nazadnje tudi danska centralna banka je prav tako znižala obrestno mero. Danes je sreda, v času, ko to snemava, 12. junij, in tudi danes bo pa ameriški Fed odločal o tem. Verjetnost sicer, da bojo v ZDA znižali obrestno mero danes, je skoraj nična, ampak ne glede na to, bili so pozivi, recimo pravzaprav senatorke Elizabeth Warren v tem tednu, kjer je izpostavila Jeremyju Powellu, da je pravzaprav in ECB znižala in Kanada in da morda tudi oni razmišljajo o nižanju, ampak oni pravzaprav ne odgovarjajo politikom, ne sledijo nekim drugim načelom, ne političnim, ne. Tako je vedno izpostavil prvi mož Feda. Drži. Čeprav so denarne politike pogosto med seboj zelo usklajene, ko jih spremljamo na globalni ravni, pa je dejstvo, da je vsaka centralna banka zadolžena oziroma spremlja inflacijo v svojem denarnem območju, torej na ravni ECB-ja smo osredotočeni predvsem na to, kaj se dogaja v evrskem območju in potem je za nas zelo pomembno, kakšne so tukaj splošne gospodarske razmere, kakšna je gospodarska rast, kakšen je gospodarski segment. Pomembno je, kaj se dogaja na finančnih trgih in seveda ključni podatek za nas vedno je, kaj se dogaja z inflacijo v evrskem območju. Tako da v tem trenutku so razmere v Evropi precej drugačne, kot so razmere v Združenih državah Amerike in zato je tudi naša odločitev bila takšna, kot sva omenila prej.
Tako, ja. Tudi nekaj višjo inflacijo imajo kot pri nas. Ne. Ja, mogoče, če se zdaj osredotočiva več na Slovenijo. V tem tednu smo v bistvu tudi dobili novo napoved gospodarskih gibanj. Gospodarska rast, ne, se je izboljšala napoved iz 2,2 na 2,5%. Za Slovenijo govorim seveda. Ja, naše ključno sporočilo, naše zadnje napovedi je pravzaprav zelo pozitivno. Pričakujemo, da bo gospodarska rast na prvem mestu ostala višja, kot bo v povprečju evrskega območja, kar je znatno višja, 2,5% v primerjavi z nekaj manj kot 1%. Tako, 0,9 ne, se za evroobmočje govori. Potem za naslednja leta pričakujemo, da se bo gospodarska rast še ukrepila, tako da bomo zelo kmalu dosegli povprečno vrednost gospodarske rasti, ki smo jo bili vajeni v preteklem obdobju. Tako. Poleg tega imamo tudi dobre novice z področja trga dela. Tukaj pričakujemo, da se bo zaposlenost še povečala, brezposelnost bo ostala nizka, seveda tudi prejemki. Rekordno nizka brezposelnost je trenutno, da bojo ljudje vedeli. Ja. To se bo odrazilo tudi v prejemkih prebivalstva. Pričakujemo, da se bo namreč rast plač nadaljevala. Kar je pa seveda z našega vidika, z vidika Banke Slovenije še posebej pomembno, pa je, da se bo tudi inflacija v prihodnjem obdobju znižala in da se bo relativno kmalu približala našemu cilju, to je 2% rasti cen. Tako da, če potegnem črto pod naše zadnje napovedi, smo lahko kar pesimistični glede naslednjih četrtletij, kar naslednjih let. Smo pa prvič tudi tokrat padli pod 3%. Do zdaj smo imeli inflacija vedno višja od 3%. Ne? Prvič smo zdaj pod 3 v maju. To povišanje inflacije, povprečne inflacije v evrskem območju je spremljala tudi velika raznolikost stopenj rasti cen po posameznih državah. In Slovenija je bila v tisti skupini držav, kjer je inflacija kar močno odstopala od povprečja. Razlogi so bili seveda različni. Na eni strani imamo države različne mehanizme, kako se cene energentov prenašajo v nacionalna gospodarstva in tam, kjer je ta prehod hitrejši, kjer je ta prehod večji, je bila tudi inflacija večja. Smo države tudi različno odvisne od uvoza hrane. Hrane, kot vemo, se je na svetovnem trgu močno podražila in potem so te razlike privedle tudi do nacionalnih razlik v inflaciji. Nezanemarljivo pa je tudi to, kako so ukrepale posamezne vlade. Naprimer, vlade v nekaterih državah, tudi v Sloveniji, so svojimi ukrepi blažile ta najvišja povišanja cen energentov, tako da jih prebivalstvo, podjetja nismo občutili v celoti in to se je potem odrazilo tudi na nižji inflaciji. In vsi ti dejavniki so prispevali k temu, da so bile stopnje inflacije v evrskem območju zelo različne. V baltskih državah so beležili inflacijo, ki je presegla 20%, v nekaterih državah pa se niti niso približali 10%. Ampak kar je pomembno za nas, za Slovenijo je, da smo v tem trenutku za inflacijo praktično na ravni povprečja celotnega evrskega območja, da teh odstopanj, ki smo jih beležili v preteklosti, ni več, kar pomeni, da je naše poslovno okolje precej primerljivo s splošnim okoljem v povprečju evrskega območja. Sploh, če gledamo sosede naše, smo najboljši pravzaprav. Ne? In Avstrijci, in Madžari, in Hrvati imajo višjo inflacijo, kot jo imamo v Sloveniji. Če pa gledamo Italijane, ne? V Italiji je pa pod 1% inflacija, kar pa tudi je kar zaskrbljujoče. Ne? Kar je pomembno tukaj dodati je to, da je inflacija v posamezni državi seveda tudi odvisna od gospodarskih razmer. In to dejstvo, da imamo v Sloveniji višjo gospodarsko rast, da imamo boljše rezultate na trgu dela, se potem odraža tudi v nekoliko višji rasti cen. To je nekaj, kar je pričakovano, kar se bo dogajalo najverjetneje tudi v prihodnje. Ker mi pravzaprav nimamo zadolženega gospodarstva, ne? To je tudi nam pomaga, predvidevam, ne? Ker smo recimo po tisti krizi 2008 in po bančnih zadevah pri nas v Sloveniji smo zelo pazili, ne? Kako te krediti grejo, ne? Zelo smo se držali pravil, celo predvidevam, tako pravijo, boljše kot v Italiji ali pa nekje drugje. In smo imeli zelo striktno politiko in zaradi tega tudi pravzaprav ni nekega tveganja tukaj. Ne? Razmere v gospodarstvu, razmere v bančnem sistemu so bile pred temi zadnjimi negotovostmi precej drugačne, kot so bile ob prejšnji finančni krizi. Drži to, kar ste povedali, podjetja so bila manj zadolžena, banke
so imele drugačno strukturo pridobivanja svojih virov, tudi njihovi kreditni portfelji so bili precej drugačni. Kar je zelo pomembno tukaj je, da je bil tudi odziv politik, ekonomskih politik na te negotovosti drugačen, kot je bil leta 2008 in potem kasneje po takratni finančni krizi. Tokrat je bil odziv fiskalne politike zelo ekspanziven, tudi denarna politika je priskočila z ohranjanjem zelo nizkih obrestnih mer in zagotavljanjem dodatne likvidnosti, tako da so tudi ti ukrepi, ki smo jih zagotavljali, tako Banka Slovenije kot vlada, so pripomogli k temu, da so podjetja, prebivalstvo popolnoma drugače prebrodila krizo, to krizo, kot tisto, ki se je začela nekje leta 2008, pa potem v kasnejših letih še eskalirala. Imamo trenutno morda kakšen balon na trgu? Ne vem, je to nepremičninski balon ali pa karkoli drugega? Vi opažate kakšno anomalijo? Dejansko so trenutne razmere v celotnem gospodarstvu, v bančnem sistemu, tudi kar se tiče prebivalstva, relativno stabilne, praktično kar zelo stabilne, tako da ko razmišljamo o izzivih, ki jih imamo pred sabo, so to predvsem bolj dolgoročni izzivi. Kakšni dolgoročni, recimo, imate to v mislih? Dejstvo je, da je Slovenija majhno gospodarstvo, da smo zelo odvisni od izvoza. Torej od tega, kar uspemo prodati na tuje trge. In seveda zato, da smo konkurenčni na teh tujih trgih, je zelo pomembno, kako produktivni smo in kakšen gospodarski sistem imamo. Tako da, če bi me vprašali po izzivih, ki so trenutno pred slovenskim gospodarstvom, je največji izziv verjetno ta, da nekoliko zaostajamo po rasti produktivnosti. Torej, povečati moramo izvoz. Povečati moramo celotno učinkovitost, torej kako proizvajamo posamezne artikle, kako zagotavljamo posamezne storitve, da bomo pri tem bolj učinkoviti, da se bomo torej lažje prebili na tuje trge, da bomo na teh tujih trgih konkurenčni in ohranjali visoko rast izvoza, ki je ključnega pomena za razvoj Slovenije, pravzaprav za vsake majhne in odprte ekonomije, kot je Slovenija. Izzivi, če vidite, so povezani tudi z demografskimi spremembami. Dejstvo je, da se prebivalstvo stara, da se spreminjajo razmerja med mladim prebivalstvom, med tistim prebivalstvom, ki je delovno aktivno in pa potem na koncu prebivalstvom, ki je upokojeno. In vse to zahteva tudi prilagoditve različnih sistemov. Naprimer, pokojninski sistem mora verjetno biti drugačen, če imamo manjši delež starejšega prebivalstva, kot če imamo večji delež starejšega prebivalstva. Tudi spremembe števil delovnega prebivalstva zahtevajo prilagoditve na področju trga dela, nenazadnje staranje prebivalstva zahteva tudi ali pa kliče tudi po spremembah zdravstvenega sistema. Torej vsa ta vprašanja so tista, ki jih lahko izpostavim kot izziv, ki so pred ne samo slovenskim gospodarstvom, ampak pred slovensko družbo. Vse so zelo podobni izzivi tudi za celo evropsko območje. Slovenija je praktično v celoti integrirana v evropsko območje in ti problemi, ki sem jih pravkar omenil, niso samo naši, ampak so praktično izzivi celotnega evropskega območja. Inflacija pa naj bi padala postopoma in tako v 24, 25, 26. Pri nas bo malo spet poskočila, glede na neke prognoze. Zakaj to, recimo, zakaj v Evropski uniji bo inflacija do 2026 po 2%, pri nas pa še ne? Zakaj bo spet poskočila malo? V bistvu je ta razlika, ki se bo ponovno pojavila, delno posledica višje gospodarske rasti, torej hitrejše delovne aktivnosti, bolj dinamičnega trga dela, tudi višje rasti plač na trgu dela. To je en dejavnik. Drugi dejavnik pa je, da pričakujemo, da se bodo v prihodnjem letu dokončno izpeli nekateri ukrepi, ki so bili sprejeti v času krize in ti ukrepi bodo imeli enkratni učinek na inflacijo, torej začasno nekoliko višjo inflacijo, ki pa začasno ti učinki se bodo izpeli, tako da potem v prihodnjem letu pričakujemo, da bo inflacija zopet precej blizu povprečju. Dobro. Načeloma naj bi bila do 2026 inflacija 2,3 odstotna, v evroobmočju 1,9 odstotna. Torej v naslednjem letu naj bi dosegli 3 odstotke, po nekih vprašanjih. To je trenutno naša osrednja napoved. Ja. Če izpostaviva mogoče tudi
to stabilnost cen, dolgoročno bi torej mogla biti do 2026 tudi neka uravnilovka, da bi se... Drži. S tem, ko se bo umiril splošen nivo cen, torej ko se bo inflacija zopet vrnila v bližino našega cilja, okoli 2%, potem pričakujemo, da se bodo zmanjšale tudi razlike med posameznimi državami članicami, da bo inflacija ponovno v posameznih članicah precej podobna povprečju. Bančna unija, o tem se tudi veliko govori. Tle v bistvu iščemo nek skupni jezik za vse, in da bi še dodatno zmanjšali tveganja, povečali to stabilnost, varnost vsega. To je nekako ta višji cilj vsega skupaj, če prav razumem. V Evropi oziroma v evrskem območju imamo zelo zanimivo situacijo. Namreč denarna politika je skupna. O višini obrestne mere, o višini likvidnosti, ki jo zagotavljamo bankam, posledično gospodarstvu, odločamo skupaj, torej na enem mestu v Evropski centralni banki, in potem so naše odločitve uvedene oziroma veljajo v celotnem evrskem območju. Na drugi strani pa imamo precej različnih fiskalnih politik. Vsaka izmed 20 članic ima svojo fiskalno politiko in to seveda potem včasih otežuje koordinacijo med denarno in fiskalno politiko. Če se tukaj primerjamo z Združenimi državami Amerike, imajo eno centralno banko in imajo eno finančno ministrstvo. Potem druga zanimivost evrskega območja je, da so tudi bančni sistemi še vedno niso v celoti povezani, da tudi kapitalski trgi še vedno niso v celoti povezanosti. Torej, na eni strani enotna denarna politika, ki pa se srečuje z zelo fragmentiranimi razmerami na področju fiskalne politike, na področju bančnih ureditev, tudi nasploh na področju finančnih trgov. In to na koncu otežuje naše delo, težje je znižati inflacijo, težje je zagotavljati finančno stabilnost, če imamo na drugi strani mize toliko različnih sogovornikov. In zato tudi v Banki Slovenije ves čas poudarjamo, kako nujno je, da dokončamo projekt tako bančne unije, kot tudi unije kapitalskih trgov, ker to bo potem prineslo koristi, prineslo bo večjo stabilnost celotnemu evrskemu območju in znotraj njega tudi Sloveniji. Če gledamo svetovno, zdaj, ko nastaja tudi ta združenje BRICS držav, pa na drugi strani in Amerike, je tudi pomembno Evropi, da ima svoje neke močen status. To je tudi ena izmed osnovnih idej, zakaj se je Evropska unija podala na pot tega združevanja kapitalskih trgov, združevanja bančnih trgov, kajti dejstvo je, da so evropske banke, če pogledamo celotno evrsko območje, še vedno relativno majhne, da so precej fragmentirane, da so precej nepovezane in potem nas v tej mednarodni konkurenci to postavlja na bolj zadnje mesto. Zdaj, recimo po teh evropskih volitvah, ko smo videli, tudi malo je evro izgubil, trgi so se malo prestrašili sprememb, in ker spremembe lahko tveganja prinašajo, je čutiti morda kje tudi malo več strahu, da bi se stvari lahko drugače izpeljale, ravno zaradi tega mogoče obrata v neko drugačno Evropo z drugačnimi izzivi. Kar se tiče denarne politike, smo seveda precej enotni, ostajamo enotni in tudi nepovezani s temi spremembami, ki se na dnevnem področju dogajajo na političnem parketu. Tako da naš mandat bo, ne glede na to, kakšen je bil izid trden in stabilen, ostal nespremenjen. Tako je, zagotavljali bomo cenovno stabilnost in nasploh skrbeli za finančno stabilnost. Pomembno je, da ljudje razumejo, kaj se dogaja in v kakšni ekonomiji imamo opravka. Zato je tudi finančna pismenost neka ključna in tudi to je naloga pravzaprav tudi Banke Slovenije, da spodbuja finančno pismenjevanje v družbi. Morda kako bi vi ocenili, kje smo povprečni državljani Slovenije od 1 do 10 mogoče? Če se najprej ustavim pri prvem delu vašega vprašanja, dejstvo je, da smo bili v Evropski centralni banki, pa tudi v drugih centralnih bankah relativno uspešni pri zniževanju inflacije in mislim, da smo bili relativno uspešni tudi zaradi tega, ker so ljudje zaupali v našo strokovnost, v našo neodvisnost, verjeli so, da bomo izpeljali naš mandat, da bomo torej naredili, da bomo uporabili vse instrumente, ki jih imamo na razpolago za to, da bomo
zelo hitro znižali inflacijo in to se sedaj dogaja. Tudi ko spremljamo pričakovanja, kaj so pričakovala podjetja, kaj so pričakovali finančni trgi, je dejstvo, da so vsi relativno trdno verjeli, da nam bo po teh nihanjih, ki so prišla iz mednarodnega okolja, relativno hitro uspelo znižati inflacijo. Tako da ta naša kredibilnost je pomembno prispevala, naša jasnost našega mandata je pomembno prispevala k temu, kar smo v zadnjem času dosegli, to je to umiritev zelo visoke rasti cen na precej nižji ravni. In tukaj v ozadju je seveda tudi finančna pismenost. Namreč pri finančni pismenosti gre za to, da prebivalstvo, da podjetja, banke zelo dobro razumejo, kaj počnemo v centralni banki, kaj je naš mandat, kakšne instrumente imamo na voljo, da ta mandat dosežemo. In zato smo se v Banki Slovenije že pred časom, pred nekaj leti odločili, da bomo okrepili naše aktivnosti na področju finančnega opismenjevanja, da bomo poskušali z različnimi programi, z različnimi projekti, z različnimi aktivnosti zagotoviti, da bodo že šolarji, osnovnošolci, srednješolci in potem tudi seveda vse ostale generacije bolje razumeli, kaj počnemo, zakaj počnemo, kaj je naš cilj. Kajti, če bo prebivalstvo podjetja, ko bolje razumejo, potem znajo tudi bolje ukomponirati naše odločitve v svoje poslovanje in na koncu je nekoliko lažje doseči naš cilj. Je anomalija to, da imamo skoraj 30 milijard denarja, pravzaprav ljudje na računih, da ta denar nekako ni aktiven. Je to neka posebnost? Se tle kaže, da smo manj finančno pismeni ali sposobni oziroma imamo več strahu, da bi investirali, razmišljali morda finančno malo širše kot zdaj? Dejansko je ta velik delež naših prihrankov, ki ga imamo v bankah, določena anomalija. Je pa pravzaprav posledica dejstva, da v Sloveniji primanjkuje finančnih alternativ. Namreč finančni trgi, različne institucije, različni instrumenti na finančnem trgu so mogoče ne samo v Sloveniji, ampak tudi v teh manjših državah iz srednje in vzhodne Evrope relativno slabo razviti. Nimamo dolgoletne tradicije vlaganja na finančnih trgih, na borzah, imamo relativno slabo razvita dodatna pokojninska zavarovanja, tudi ko govorimo o zavarovalniških produktih, je tukaj še nekaj prostora za razvoj. In potem, ko so prebivalci, pa delno tudi podjetja v času zadnjih 2 kriz nakopičili kar nekaj prihrankov, so imeli omejene možnosti njihovega vlaganja, tako da jih je večina končala v bankah. Druga pomembna alternativa temu pa je bil nakup nepremičnin. Zato se vse to pomanjkanje odraža tudi pri tem, kako se obnaša trg nepremičnin in pa tudi, kako so banke reagirale na povišanje obrestnih mer. Spodbuda tudi, da ljudje investirajo oziroma da se investicije spodbudijo v gospodarstvo, je pravzaprav tudi nižanje obrestne mere, ne. Z vsakim nižanjem naj bi dodatno spodbudili investicije v gospodarstvo, ne. To naj bi bila logika odzadaj za tem. Drži, osnovna ideja dvigovanja oziroma zniževanja obrestnih mer je, da preko tega vplivamo na agregatno povpraševanje, torej koliko trošijo prebivalci, koliko trošijo, koliko investirajo podjetja in to se potem pozna na gospodarski aktivnosti in potem na koncu tudi na rasti cen. To dejansko je osnovni mehanizem, ki ga zasledujemo. Ljudje morda razmišljajo, bomo še počakali, ne vem, se bo te obresti še nižale, koliko časa naj čakajo, je prav, da čakajo ali naj kar že zdaj pograbijo priložnost, bi se te obresti lahko spet dvignile na 4%, ne vem, bi se lahko, ali ne gre več v tej smeri razmišljati, da bomo spet dvigovali obrestno mero. Če zaupamo podatkom, ki jih v tem trenutku dobivamo iz gospodarstva, tudi podatkom o inflaciji in če upoštevamo naša pričakovanja, kaj kaže večina napovedi, da se bo torej inflacija še umirila, potem lahko v naslednjem obdobju pričakujemo nadaljnje znižanje obrestnih mer. Seveda pa bo vse odvisno tudi od tega, kako hitro se bo znižala inflacija, kako bodo finančni trgi sprejeli naše pretekle odločitve, torej to prvo znižanje, kakšne bodo razmere v mednarodnem okolju. To so vsi dejavniki, ki bodo vplivali na naše
nadaljne odločitve. Vsa ta tveganja, ki so jih prej prav tako izpostavili. Drži. Ne. Se pravi, če bi... Ampak če bo šlo vse po pričakovanjih, potem lahko pričakujemo nadaljne korake tudi pri znižanju obrestnih mer. Se pravi, če ostanemo pri teh 2%, bi se počasi iz 3,75, ampak ne pod 2, ne? Ali bi šli tudi pod 2? Vse je seveda odvisno od tega, kakšne bodo razmere. Kar lahko povem v tem trenutku je, da bo nadaljne zniževanje obrestnih mer postopno in da bo odvisno od tega, kaj se bo dogajalo okoli nas. Je to tudi res, da potem, ko centralna banka zniža obrestno mero po nekem obdobju, polletnem, 8 mesecih, nastopi kot neka recesija že? Tudi to so bile neke od teorij. Skratka, da je okolje že tako načeto, ne, da potem, ko že pride do nižanja obrestnih mer, je potem že tisto zadnje, ko ljudi izkrvavijo. Ne. Ampak v tem trenutku so mogoče razmere nekoliko drugačne. Vse kaže, da bo visok dvig obrestnih mer, ki smo ga izvedli v preteklih četrtletjih, prispeval na eni strani k umiritvi inflacije, hkrati pa ne bo pretirano vplival na zmanjšanje gospodarske rasti. Torej bomo dosegli nekaj, kar ponavadi imenujemo mehek pristanek, uspelo nam bo povrniti finančno stabilnost, brez da bi ogrozili gospodarske razmere. Ta mehki pristanek je pravzaprav tisto, kar centralne banke sledijo temu že od začetka. Temu načeloma vedno stremimo in vse kaže, da nam bo tokrat uspelo. Da bo res uspelo po vseh teh letih in vseh teh naporih. To bi bilo krasno. Ja. Zdajle na Brdu ste v petek tudi, ne? Imate tudi nagovor, ne? Pravzaprav, ki je Združenje bank Slovenije in tudi Banke Slovenije. Pravzaprav bo tudi govora tudi o tehnologijah, ne? Tudi o umetni inteligenci, o bančništvu. Mogoče vaš pogled na spreminjajoči svet, v katerem smo, tehnološko spreminjajoči. Kako bo to spremenilo pravzaprav čisto vse? Tudi o digitalnem evru se veliko govori. Na drugi strani vidimo ljudje, da so prestrašeni, da bodo ostali brez fizičnega denarja v denarnicah, ne? Da bo to drugače za njih. In tudi te strahove nekako je treba razumeti in razložiti ljudem, ne? Da pravzaprav že zdaj pravzaprav denarja, mislim, da manj kot ne vem koliko, 3%, pravzaprav ga niti ni več, ne? Ampak ja. Ko se v centralni banki ukvarjamo z novimi tehnologijami, pa predvsem z digitalizacijo, ki prihaja v zelo hitrimi koraki tudi v finančni sistem, v bančni sistem, imamo pred očmi predvsem dva projekta. Prvi projekt je povezan s plačilnimi sistemi in tukaj poskušamo zagotoviti, da se bodo plačilni sistemi torej potekali hitreje, da se bodo plačila opravljala v realnem času. Ta plačila praktično v istem trenutku so že sedaj mogoča v številnih državah, tudi v Sloveniji, vendar obstaja dejstvo, da pa te države, sistemi v posameznih državah med seboj še niso povezani. Torej, mogoče je opravljati zelo hitro plačevanje znotraj Slovenije, težave pa se pojavijo, če želimo ta denar nakazati v neko drugo državo. In torej eden izmed projektov, kjer mislim, da bomo zelo kmalu videli, občutili posledice digitalizacije, je to, da se bodo ta takojšnja plačila razširila, da bodo postala vseevropska. Drugi projekt, ki je povezan z digitalizacijo na našem področju, pa je uvedba digitalnega evra. Tukaj ste omenili strahove, ki jih ima del prebivalstva, da bo digitalni evro posegel v obstoječe oblike denarja. Tukaj moram že na začetku zelo jasno povedati, da to nikoli ni bil in tudi ne bo naš načrt. Digitalni evro bo dodatna oblika denarja, torej poleg tistih oblik, ki jih že imamo, gotovina in tako naprej, knjižni denar, bodo prebivalci podjetja imeli na voljo še digitalni evro. Še več, nedavno sem ravno na spletni strani ECB-ja videl, tudi mislim, da je bila kot predstavitev, ne, da boš lahko denar dobil tudi z kartice preko, mislim, da poslovnih subjektov, skratka. Tako je. Že na samem začetku bo digitalni evro dodatna možnost, torej prebivalstvo podjetjem bo ponujal več možnosti za upravljanje plačil. Na
Kubo potem v naslednji fazi pa seveda pričakuje, tako kot je pogosto pri digitalizaciji, da se bodo odprle tudi nove storitve, nove možnosti, ki bodo pomenile nadgradnjo digitalnega evra. Umetna inteligenca, kakšno vlogo ima tukaj? Bo imela kakršnokoli vlogo dolgoročno? Umetna inteligenca ima že sedaj pomembno, značilno vlogo tudi v bančnem sistemu, v centralno-bančnem sistemu. V Banki Slovenije smo na primer začeli z uporabo umetne inteligence na relativno preprostih področjih, če jih lahko tako označim, na primer na področju prevajanja, že imamo sisteme, ki nam pomagajo. Potem nadaljevali pa smo seveda z bolj zapletenimi, bolj kompleksnimi vprašanji, kot je na primer nadzor bančnega sistema. Tukaj posameznih bank. Tukaj smo skupaj z Inštitutom Jožefa Štefana razvili programe, ki nam omogoča, da med bankami zaznamo določene oblike transakcij, ki so lahko sporne z vidika zakonodajnega okvira, z vidika predpisov, ki veljajo. In seveda so posledično procesi nadzora hitrejši in učinkovitejši, kot bi bile brez teh orodij. Kako bi približali pravzaprav finančni svet, finančno pismenost še širši množici? Imate, ne vem, kakšno knjigo, ki jo predlagate, kakšno literaturo ali pa kakšno tako vsebino, da mislite, da je zanimiva, da bi jo ljudje razumeli? Mogoče je začetna vstopna točka na tem področju že muzej, ki smo ga odprli v Banki Slovenije. V tem muzeju prikazujemo, kako funkcionira finančni sistem, kako funkcionira bančni sistem, kaj je znotraj tega vloga Banke Slovenije. Predstavimo tudi vsa področja našega delovanja. Poleg tega v banki organiziramo v sodelovanju z osnovnimi šolami, v sodelovanju s srednjimi šolami številne programe, kjer učenci, dijaki, pa potem kasneje tudi študenti sodelujejo z nami, najprej na bolj igriv način, kasneje pa že zelo resnimi raziskovalnimi nalogami. Tako da imamo kar nekaj možnosti, nekaj vstopnih točk, kjer se lahko prebivalci uglasijo pri nas in potem vključijo v različne programe finančnega izobraževanja. Se vam zdi, da bi bilo v šolah potrebno, da se bolj intenzivno s tem ukvarjajo? Mislim, da bi bilo koristno in zato se tudi v Banki Slovenije zavzemamo, da bi del vsebin, ki so povezane s finančnim izobraževanjem, prišel tudi v šolski sistem. Tukaj govorimo o zelo osnovnih stvareh za začetek, da bi ljudem predstavili, kaj je denar, kaj pomeni, ko se vključijo v izobraževalni proces, ko dobijo štipendijo, kakšne so možnosti, kaj lahko naredijo s to štipendijo, da bi jim pojasnili, da potem, ko bodo postali zaposleni, bodo dobili plače, aktualna bodo vprašanja varčevanja, aktualna bodo vprašanja naložb. Torej vsa ta vprašanja, vsi ti pojmi, s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju, mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi jih že v izobraževalnem procesu na sistematičen način predstavili celotni populaciji. Mislim, da bi bilo potem naše življenje zaradi tega lažje, da bi lahko sprejemali bolj informativne, boljše odločitve, kar se tiče naših življenj, našega poslovanja, funkcioniranja v tem sodobnem svetu. Zagotovo je to tek na dolge proge. Mogoče potrebujemo več generacij, da pridemo do tega, kot ste rekli, nimamo tistega mogoče pedigreja, kar neke zahodne države, kjer investirajo že več kot 100 let. Drži. Danes nam pa tehnologija omogoča pravzaprav, da vsak posameznik s telefonom v žepu pravzaprav lahko dostopa do mednarodnih trgov, do tujih, išče investicije. Platforme omogočajo analize najbolj znanih ekonomistov, njihovih pogledov. Torej, obdani smo z obilo informacijami, imamo tehnologijo na voljo, potem pa zdaj samo, da pravilne odločitve sprejemamo. To je ključno, da se ne opečemo. Zato tudi je pomembno in finančno izobraževanje in taki pogovori. Hvala lepa, ker ste bili naš gost v studiu danes, da ste nam malo pojasnili sliko, ki se mi zdi, da je zelo optimistična, da je zelo dobro naravnana in če bo tako naprej, potem se nam obeta zelo dobro, tako imenovani mehki pristanek, kot ste rekli. Zelo spodbudno. Hvala lepa za povabilo in za razgovor. Hvala lepa. Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Želim vam prijeten in uspešen teden še naprej. Bodite pa z nami
tudi naprej. Hvala lepa in nasvidenje.